A si vnašal hidrate, si jajca z ocvirki? Stari, sem toliko zaspan danes, A si gre toliko zaspan, te kar ima očke bolijo, pa ti gre na jok, takrat, ko moraš ostati? Očke me bolijo! Are you fucking kidding me? Komotar, zber se. Tale je danes na vrst. Zdaj se pa že slab teden družim s tem avtom in moram reči, že čisto na začetku, da mi je ful všeč. Oni, ko so bolj hip pa cool, bi rekli, da je ful simpa. Šamar! Ne, zdaj dal simpa, ja. Za začetek pa gore osnova, Citroen C3 je še vedno nov avto. Mislim, koliko je staren, le? In če mene vprašaš, v tem trenutku, v tem segmentu ni avta, ki bi izgledal bolj predrzno kot C3. Je daljši, pa širši, ki je bil prej, znotraj pa precej minimalističen. Če bi ga mogel povzeti z 2-3 besedami, bi rekel, da je tole tako sodobno francosko udobje na šik način. Šik! Ok, to je to za začetek, gremo na sladko kisle. Prva sladka, sodobna, minimalistična kabina. Če vprašaš mene, je ambient v temu avtu totalna zmaga. Za začetek, a ti veš, koliko težko je narediti avtomobilsko kabino s kričeče rdečimi dodatki, pa da se skupaj ne zgleda kičast, ampak fino? Cause that shit is hard to do. Kabina voznikov v delovnem prostoru vse skupaj deluje zelo prečiščeno. Tukaj je na voljo pravzaprav samo 5 dejanskih fizičnih gumbov. Vse ostalo so površine občutljive na dotik. To ima seveda pozitivne, pa negativne plati. In meni čisto naš narodno povedati to, da so Francozi naredili enega najbolj prijetnih ambientov v tem segmentu. Pa če si tukaj noter je lušten. Je pa res, da tak pristop, pa tak dizajn, to ni za vsakega. Druga sladka, sprednja sedeža. Tle ne bom kaj dosti kompliciral. V tej kabini te dva sedeža zgledata kaj en dizajnerski pis. Pa da se razumemo, tukaj pozabiti na bočno oporo, zato ker kljub temu, da zgleda, da je nekaj resnic zelo malo. Ampak dizajn, pa udobje in v avtu, ki se ne pretvarja, da je športen, je to perfekt. Lej, ko se igrata. Joj, kako sta lušna. Tretja sladka, igrivost, karakter. Mislim, ja, vse dvobarvna karoserija, to je relativno cheap trik, ne, ampak deluje. C3 ponuja kupenih možnosti, da se ti avto personaliziraš, da zbereš paket oziroma videz, ki ti je všeč. V tem primeru je pač to kombinacija rdeče pa črne in to se vidi tudi tukaj, pri airbumpsih, do katerih pridemo malo pozneje. Pa ne samo to, da avto že v osnovi deluje precej igrivo, ne, kupe tudi nekih detajlov, ki so mi všeč. Recimo ročaji vrat, ne, te je pobral iz kaktusa. Veš, kako izgledajo? Citroen, to. Več tega, več takih detajlov, vidi se, da ste dobili nazaj svoj mojo. A ti veš, kaj je mojo? Mojo! Kako sem rekel, nazaj airbumpsom, to je pravzaprav plastičen trak, ki se razteza prek sprednjih vrat tukaj do zadnjega dela. A pa airbumpsi dve praktično enakovredne funkcije, ne? Prva je zaščita, druga zadolžitev je pa valjda estetske narave, ne? Enim so všeč, enim pa ne toliko. Četrta sladka, motor menjalnik. Ok, ajde, kar se motorja tiče, ni tukaj nič pretrsljivega. 1,2 litrski trivaljnik z 81 kW. Na avtocesti bo nucil koliko? Od 5,2 do 5,6. Če boš avto gonil, pa noč previdnje poraba, mingrde lahko tudi 6,7. In kot sem rekel, motor na en način nič posebnega. Ampak, ker je pa združen z avtomatskim menjalnikom, je pa top kombinacija, zato ker se super sklada s tem udobjem, ki ga avto ponuja. Je pa res, da mi je pod prestavne ročice, kamor še vedno okrog vogalov hoditi, mal mem. No zdaj pa tako meni se pikico mudi na domačo premiero in ga novega Tiguana, unga s 7 sedeži, to bom 5 sladko, pa 3 kisle povedal on the move. Prva kisla, kabina C3 je predvsem na avtocesti preglasna. Druga kisla, zaslon občutljiv na dotik še vedno terja preveč pogledov voznika s ceste. Tretja kisla, jaz bi končno že enkrat rad sprobal tisto kamero, s katero je lahko opremljen C3. A veš, C3 si lastino tako dost cool premiero, ne? To je prvo avto, v katerem lahko dobiš tovarniško vgrajeno kamero, ko pol snema dogajanje spredi. Jaz sem že na par testnih C3-jev pelil, ne? Ampak te kamere pa še nisem imel šanse preizkusiti. Tako zdi se mi, da je to od vseh gadgetov, ki jih vse avtomobilske znamke ponujajo, en najbolj kulski. Peta sladka, podvozje. Zdaj, če iščeš športno podvozje, pozabi. Če iščeš full komunikativen volan, pozabi. Ali pa malo nagibanja karoserije, pozabi. C3 pač ponuja drugačno izkušnjo. Gospodu ali pa dami za volanom se ne mudi. Bojo počakali. God damn it, zamujam. I don't know where to put the car, man. There's no space for me, man. Come on, motherfucker. Ali sam nekaj predlagam, če avto čist pritisnem ob steno, ne zgleda tudi dorke, če je 2 metra stran. No, glavno, tale avto, ki ga vidiš za mano, je Tiguan Allspace. To je pravzaprav navaden Tiguan, mislim, obe stebričke je tako, kot čisto vsak drug Tiguan, pa tukaj v drugi vrsti,
Pa v kufru, no tukaj so pa velike razlike, predvsem zato, ker je medosna razdalja daljša, pa to pomeni tudi, da je v drugi vrsti več placa, do 6 cm več za kolena, pol je valjda večji tudi kufr, pa ne samo to, lahko ga nafilaš tudi s sedežema številka 6 pa 7. To je bistvo tega avtomobila. Allspace je večji Tiguan, bolj uporaben Tiguan. Moraš pa nekaj vedeti, ne? Kljub temu, da je ta avto večji, v osnovi vsem 5 sedežni. To pomeni, da moraš dodatna 2 sedeža dokupiti. Koliko je treba plačati za dodatna zica? Za 6 pa 7 sta skupaj, 636. A ja, ne moreš samo enega. Ne, si da ne. Pa še en podatek, ne, ta avto bo že v osnovi serijsko malo bogatejši opremljen kot navaden Tiguan. Je pa pol tudi res, da bo tudi cenovna razlika, ne, Allspace pa navaden, ne, od 2 jurja pa pol do 3. S kufrom je pa tako, ne, v osnovi ga je za 700 litrov, pa pol do 1770, če vse zice podreš. Če sta pa 6 pa 7 takole gor, ne, pol je planca pa za 230 litrov. Pa ne samo to, le kako fajn je rolo lahko pospravljam, veš? Ker smo že pri vseh teh primerjavah z navadnim Tiguanom, jaz sem na tiskovki sliko en slajd, kjer si lahko pogledaš razlike v merah. Lej. Kar se pa cen tiče, mislim, da se vse skupaj začne pri 28 800 pa še neki, iz motorje pa tako. Ali bencinski 150 ali pa 180 konjski, ali pa dizelski 150, 190 pa 240 konjski. In jaz mislim, da je to počas to, kar se današnjega vloga pa avtomobilske vsebine tiče. A si vse nipelne namazal, mislim, kolki, kolena. Čakaj, to je bil dober stavek. A si vse nipelne namazal, mislim, kolki, kolena? Veš, kako kombajne, ko imaš mazalko, ne, grafitno mast, jaz ne, a si ti prej, a si vnašal hidrate, a si jajca z ocverki. Zdaj me jebejo, ko sem 21 trnal povedal. Te najprej vprašal, Prehod. da imaš že kar staro podvozje, ne.